Dober dan, spoštovane gospe in gospodje. Slovenija je lahko zadovoljna, da je danes arbitražno sodišče dokončno določilo celotno mejo med Slovenijo in Hrvaško. Zadovoljna je lahko tudi s potekom same meje, tako na kopnem kot na morju. Naj obe oceni kratko utemeljim. Prvič, odločitev za arbitražno sodišče se je po 18 letih neuspešnih poskusov izkazala za najboljšo možno rešitev mejnega vprašanja med dvema sosednjima državama. In drugič, za interese Slovenije glede poteka meje na kopnem in na morju na podlagi 18-letnih neuspešnih iskanj rešitev nobena druga ne bi prinesla za nas boljše rešitve. Seveda ne dvomim, da utegnejo biti tudi drugačne ocene. To je pri sleherni odločitvi vsakega sodišča pričakovano. Toda moje zelo iskreno mnenje je, da se bomo v prihodnosti z iskreno hvaležnostjo spomnili današnje zgodovinske odločitve arbitražnega sodišča. Ne samo zaradi dokončne določitve stika z odprtim morjem. Na osnovi mednarodnega prava in za obe državi pomembnih okoliščin je sodišče določilo danes, 29. junija 2017, najpravičnejšo možno mejo med Slovenijo in Hrvaško. Gospe in gospodje, ta hip si komajda lahko predstavljamo, kako zelo pomemben trenutek živimo. Tako obe državi, Slovenija in Hrvaška, celotna regija, Evropa in nenazadnje vsa mednarodna skupnost. Po mirni poti smo rešili problem, ki je do podpisa arbitražnega sporazuma leta 2009 močno obremenjeval odnose med dvema sosednjima narodoma in državama. Po podpisu sporazuma v Štokholmu incidentov, kot smo jih poznali skoraj 2 desetletji, tako rekoč ni bilo več. Slovenci in Hrvati, državljanke in državljani obeh držav, smo se v zadnjih 8 letih razvadili živeti v popolnem miru in varnosti, v dobrem sosedstvu in zavidljivem prijateljstvu. Dejstvo, da je Hrvaška enostransko odklonila uveljavitev odločitve arbitražnega sodišča, je v skladu z mednarodnim pravom in nekim načelom elementarne poštenosti in pravičnosti ne odvezuje k temu, da ga vendarle uveljavi. Slovenija si bo prizadevala, da bosta obe državi v iskrenem dialogu našli tudi miren način za uveljavitev današnje sodbe. Gledano strateško pa, dolgoročno, imata obe državi po današnji odločitvi enkratno priložnost, da enkrat za vselej zapreta vprašanje državne meje in s tem enega od pomembnih virov morebitne napetosti in nestabilnosti. Kaj to v današnjem svetu, ki je manj predvidljiv in manj varen od tistega, kot je bil pred časom, kako pomembno je to, si lahko predstavljamo. Sporazum daje obema državam možnost, da s tem rešenim vprašanjem dajeta obe, vsaka zase in obe skupaj, popolno pozornost in osredotočenje na notranje politična vprašanja, vprašanja dvostranskega sodelovanja, njunega skupnega prizadevanja za mir in varnost v regiji. To je priložnost in odgovornost, ki jo za voljo nas in prihodnjih rodov ne smemo zamuditi. In končno. Že jutri bom glede te naše velike odgovornosti za sedanjost in za prihodnost obeh narodov, njunega sožitja, obeh držav, njunega dobrega sosedstva in skupnih prizadevanj za kakovostno in varno življenje vseh ljudi. O tem govoril s hrvaško predsednico Kolindo Grabar-Kitarović v Dubrovniku. Ko so se danes dopoldan po telefonu, še ne vedoč za odločitev sodišča, pogovarjala po telefonu, sva oba menila, da morda
dialog tudi med nama nikoli ni bil tako pomemben kot prav zdaj. In veste, da so se doslej še šla 25krat. Povsem jasno je, da po tem najinem srečanju jutri ne bo glede stališča obeh držav, glede spoštovanja arbitražnega sodišča in njegove sodbe nič drugače. Toda morebitna odločitev predsednice Grabar Kitarović, da odkloni povabilo, ali moja odločitev, da ga zavrnem, bi bila po najini oceni velik korak nazaj. In midva sva se odločila za korak naprej, čeprav pravim, da se oba zavedava, da po jutrišnjem srečanju in pogovorih verjetno ne eden ne drugi, skoraj zagotovo, ne bo imel velikih sporočil glede načina uveljavitve. Bo pa znak, da ohranjamo dialog, da sva v dosedanjih 25 srečanjih iskala vse načine za to, da si čisto človeško zaupava in da krepiva neko zaupanje tako med obema oblastema, obema državama, kot tudi obema narodoma. Dialog na koncu bo v naslednjih mesecih bistvenega pomena. Dogovor o uveljavitvi poteka meje bo zelo izdaten napor. To delo ne bo lahko, zahtevalo bo vso politično modrost in velikansko potrpežljivost. Tako navznoter v dialogu med strankami, med institucijami v Sloveniji, na Hrvaškem, kot med obema državama, če želimo, da potem, ko smo našli miren način za reševanje mejnega vprašanja, najdemo tudi miren način za uveljavitev sodbe. Vse skupaj pa je in bo, kot sem dejal večkrat, itak vedno temeljilo na medsebojnem zaupanju. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa.